Leto je naokoli in na Bledu so se ponovno zbrali harmonikarji in harmonikarice iz celotne Slovenije in sosednjih držav. Letos se jih je zbralo okoli 560 in skupaj so že šestič zaigrali vsem znano Avsenikovo skladbo Otoček sredi jezera. Prvič se je srečanja udeležil 8-letni Stefan z Hrvaške. Za harmoniko ga je navdušil njegov praded. Zato jer je moj pranono je isto sviral, pa onda nas Nemci sam ga vidio kako on svira, pa onda sam odlučio i ja svirati. Harmoniko igra šele nekaj mesecev in lahko bi rekli, da je naravni talent. Gre mu odlično. No, nekoliko dlje časa pa meh razteguje Jure. Koliko časa že igraš harmoniko in kdo te je sploh navdušil za to? Zdaj že kar nekaj let, od osnovne šole, no. Koliko let ne dam prešteti, ampak navdušil me pa starata, ki mi jo je kupil takrat in smo rekli, da bomo probali, pa da je še kar traja, no. Nad tem inštrumentom pa niso navdušeni samo fantje. Na srečanju smo s harmoniko v rokah srečali kar nekaj deklet. In koliko časa že igraš harmoniko? 1 leto pa 2 meseca. In kdo te je navdušil za ta inštrument? Že kot majhna sem spoznala Lojzeta Slaka in me pač že navduševalo to. Harmonikarji in harmonikarice vseh generacij so preplavili Blejsko promenado. Na vsakem koraku je bilo slišati zvok harmonike. To je res en tak fenomenalen dogodek. Z cele Slovenije prihajajo. Ogromno je turistov, marsikšen turist oziroma tujci sploh ne poznajo te kulture, tako da glejte, sploh Japonci so tukaj na Bledu oziroma pač japonska zadela neverjetno obsežna in to so samo z odprtimi usti. Indijci, prej sem videl Indijca, je sprašal, kje ima kabel, kje ima akumulator, kako to špila, ne? Tako da res neverjetno tudi za turizem. Zelo zanimivo. Dogodek je privabil veliko obiskovalcev, nekateri so se ga udeležili prvič, spet drugi prihajajo vsako leto. Prvič mi je uspelo priti sem, zelo mi je všeč, lepo, da se toliko ljudi zbere. Zaradi slovenske narodne zabavne glasbe, a ne pa zaradi Avsenikov. To smo ljubitelji, če smo ta pravi Gorenjci, moramo pokazati, da smo res ljubitelji narodno zabavne glasbe Avsenika. Pa povejte, ste prvič letos ali prihajate že več let? Običajno pridemo skoraj vsako leto, če smo doma, ne? Ker smo res ljubitelji te narodne zabavne glasbe. To je enkratni dogodek, ki si ga moraš udeležiti. Vsi harmonikarji in harmonikarice, posamezniki in skupine so se sprehodili po Blejski promenadi in se predstavili obiskovalcem. Tudi tokrat je srečni izžrebanec prejel harmoniko glavnega pokrovitelja Harmonika Poličar. Letošnje srečanje pa je bilo prav posebno še zaradi nečesa. Vsi udeleženci so imeli priložnost zaigrati z ansamblom Saša Avsenika. Tukaj je zmeraj lepo in vsako leto se radi vračamo nazaj. To je tako, jaz mislim, da brez harmonike ni veselice in isto kot brez golice ni veselice. S tem bi se strinjal vsak udeleženec srečanja. Gre za dogodek, ki na Bled vsako leto privabi vedno več ljudi. Da pa vse poteka tako, kot mora, so zaslužni organizatorji in vsi prostovoljci. Bi se v tej priliki res zahvalil našim prostovoljcem iz okoliških društev, ki nam pomagajo pri tej prireditvi. Lahko povem, da se vsi ti prostovoljci zelo radi udeležijo našega srečanja. Lahko rečem, da v lanskem letu smo jih imeli približno 40 prostovoljcev, letos imamo kar 70, ker res ta prireditev zahteva ogromno organizacije in tako pri prostovoljcih za pri hrani, pri prevozu, pri udeležencih, da jim pomagajo z informacijami, tako da res hvala jim lepa. Ves trud je poplačan, ko je na obrazih obiskovalcev videti zadovoljstvo. Ob dobri družbi in zvoku harmonik je odlično vzdušje že zagotovljeno.